Glede privatizacije Darsa in slovenskih avtocest? Jaz sem absolutno proti, da bi Dars privatizirali. Razmišljanje o privatizaciji bi bilo možno takrat, ko smo se odločili za to, na kakšen način bomo gradili te avtoceste. Odločili smo se, da bomo jih gradili sami. In zdaj po vseh mukah in težavah, ki smo jih imeli za to gradnjo, iti v privatizacijo zaradi tega, ker je potrebno seveda odločno ukrepati pri posameznih odplačilih anuitet kreditov, je seveda neodgovorno. Jaz mislim, da mora Dars ostati v slovenskih rokah. Gre za osnovno infrastrukturo, ki pomeni razvoj te Slovenije in seveda z optimalnim vodenjem te družbe doseči to, da se bodo anuitete takrat v špici seveda lahko odplačevali anuitete kreditov. Zdajšnji minister za promet pravi, da so ta proces izpeljale mnoge evropske države že v 90-ih letih. Glejte, avtocestni križ je vendarle v primerjavi z nekaterimi drugimi avtocestami v evropskih državah ima drugačen pomen, kot je to denimo v drugih državah. Ta avtocestni križ je osnovna prometna žila in na tem temelji praktično vso gospodarstvo slovensko. In ne moremo to prepustiti nekemu tujcu, ki nam bo seveda potem skozi uvajanje takšnega drugačnega cestninskega sistema diktiral ceno, za katero se bomo vozili po teh avtocestah. A to mi hočemo? A hočemo, da bodo naše avtoceste prazne in da se bomo Slovenke in Slovenci vozili po vzporednih cestah? A smo zato gradili te avtoceste? Jaz mislim, da smo te avtoceste gradili zato, da se Slovenke in Slovenci poceni vozijo po teh avtocestah. Je pa še vprašanje to, na kakšen način bomo obremenili tovorni promet. Mislim, da je v zadnji čas trend bil ta pravi, da se ta tovorni promet obremeni, lahko se še nekaj obremeni v primerjavi z drugimi evropskimi državami. In to je to. Na ta način bomo odplačali kredite in jaz ne vidim tu nobenega problema. Se pa postavlja vprašanje razvojnih osi, ali jih bomo gradili na isti način, kot smo gradili te avtoceste, ali pa morda z javno-zasebnim partnerstvom. To se odloča takrat, preden se začne takšen infrastrukturni projekt graditi. In če potegnem sporednico, zdaj se postavlja vprašanje, ali bomo železniški križ gradili po istem postopku, kot smo gradili avtoceste, ali kakorkoli drugače. Če razmišljamo o privatizaciji, potem je potrebno razmišljati tudi drugače. Avtoceste so tukaj, so naše, in jih je potrebno uporabljati na takšen način. Na Darsu pa je, da optimira svoje poslovanje, da zniža zaposlene mimogrede, glede na to, da je avtocestni križ končan, in da za stroški obvladuje to, da bo lahko v prihodnjih letih odplačeval anuitete. To je vse. Je slovenska država zmožna vzdrževati avtoceste in odplačevati kredit? Absolutno. Zato imamo cestnine, ki so primerne. Super, hvala.